Pozdravljeni ljubitelji gorskega kolesarjenja in pa narave. Danes se bomo pa pospeli na eno goro, ki je pa zelo nizka, in to je Šmarna gora. Odločil sem se, ker nisem bil še nikoli s kolesom. V bistvu se bom pospel po makadamski poti. Po isti poti se tudi spustil, ker ni drugih opcij. Se nam pa obetajo zgoraj na vrhu lepi razgledi. Tako da, ok, se odpravimo pa bomo videli. Kot sem rekel, sem se namenil na Šmarno goro, izključno zaradi tega, ker nisem bil še nikoli s kolesom. Bil sem večkrat peš. Priznam pa, da mi Šmarna gora ni ravno priljubljena točka. Imam kar nekaj razlogov glede tega. In sicer absolutno prevelika gneča. To se valijo cele procesije, človek ima občutek, kot da je nekje sredi mesta. To pa meni ne odgovarja. Če grem naravo, mi to ni všeč. Želim, da se sprostim. Ne pa, da tako rekoč ves čas hodim med ljudmi. To je ena stvar. Druga stvar, kar me pa zelo moti, kar sem že res večkrat doživel, je pa to, ko se vzpenjaš, imaš občutek, kot da si v kozmetičnem salonu oziroma v tistem oddelku v veleblagovnici, kaj že tisto galanterija, kako se že imenuje. Tega nisem nikoli dojel, da se ljudje, ko grejo športat, grejo v naravo, se doma tako rekoč polivajo s parfumi. In ne gre pa samo za ženske. Polivajo se tudi moški. Tako da, ko se vleče tale von po gozdu, to ne gre kar ven. To kar stoji tam nekje pri tleh. In moram reči, meni gre to slabo. Zdaj ne vem, v čem je fora, da gre človek ven naravo športat, pa se ful naparfumira. Tole mi ni jasno. Oziroma, jasno mi je toliko, čemu je bil parfum tudi izumljen, ne? Izumljen je bil namreč v srednjem veku, ki se pač razni te graščaki in tako ostala gospoda pač niso umivali, so pač smrdeli, zato so pa izumili razne te dišavne vodice, da so se z njimi polivali, da pač niso smrdeli. Tako da verjetno je tukaj nekaj podobnega, no? Zdaj ne vem, lahko mi napišete v komentar, kako je pri vas, ko greste kolesart. Preden greste, se odpravite na vožnjo, se naparfumirate, pošpricate, polivate z kolonskimi vodicami. Kako je s tem? Meni je normalno, če športaš, če se gibeš, da zašvicaš. Kaj je s tem narobe? Ne razumem. No, to je nekak drugi razlog. Drugače pa ta Šmarna gora bolj kot neka sprehajalna zadeva. Marsikdo se gre sprehoditi, da pokaže tudi zadnji modni športni trik. No, tu smo prispeli na sedlo. Ne vem, če sem omenil, sama Šmarna gora je visoka
69 metrov, se pravi, spravimo se na 300 metrov nekje. Ima pa dva vrha, no. Grmada, ki se nahaja poleg nje, je še 7 metrov više. Skratka, rekel sem, da to nekako manjka v mojem mozaiku in se zato se odločil, da grem še na Šmarno goro in majčkam posnamem. No, pa smo prispeli na vrh. Krasno. Pa se razprostirajo prekrasni pogledi na Ljubljano.
Zdaj, če se kje mimo vozite, ok, naredite še ta naskok na Šmarno goro. Sicer moram reči nič posebnega. Razen seveda razgleda, pa kakšna pijačka ali kaj drugega gor na vrhu. Pač to je vse, drugače sama vožnja pa to ni nek velik užitek. Tako da, ok, to je to za danes. Se vidimo naslednjič. Adijo.